Danes sem na predsednika vlade Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja, naslovil odprto pismo zaradi precej nenavadnega odnosa slovenske oblasti do dela slovenske narodne skupnosti. Kot veste, je v slovenskem zamejstvu poleg krovnih organizacij in množica najrazličnejših društev sta tudi dve slovenski politični stranki, ki v še vedno precej protimanjšinskem ozračju dosegata lepe uspehe. To je Slovenska skupnost v italijanskem zamejstvu in Enotna lista na avstrijskem Koroškem. V svetu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu sta oba predstavnika obeh zamejskih političnih organizacij, kar pa je tudi vse. Vendar ne predsednik vlade, niti minister za zunanje zadeve, niti predsednik države ni v tem času, v dosedanjem mandatu, našel časa, da bi se osebno srečal s predstavniki obeh manjšinskih političnih organizacij. Pravi škandal pa se je zgodil ta ponedeljek, 10. januarja, ko je prišlo do neke čudne situacije na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Trstu. Deželni svetnik Igor Gabrevec, ki je bil izvoljen na listi slovenske skupnosti, je namreč generalno konzulko že večkrat doslej opozarjal, da mora slovenski konzulat na tovrstna srečanja vabiti stranko in ne Gabrovca osebno. Po tem vabilu pa se bodo na stranki odločili, kdo se bo na pogovoru udeležil in kdo bo na pogovorih predstavljal to stranko. Generalna konzulka v teh željah slovenske skupnosti enostavno ne upošteva in 10. januarja je Vlasta Olenčič-Pelikan, generalna konzulka, s pogovora nesramno odstranila deželnega tajnika slovenske skupnosti dr. Damjana Terpina in to z besedami: "Ti ne spadaš zraven, tu nimaš kaj iskati." Zaradi tega incidenta je gospod deželni svetnik Igor Gabrevec tudi zavrnil pogovor s predsednikom države pred današnjim predsednikom obiskom v Rimu. Generalna konzulka v Trstu razlaga, da v predvidenem političnem formatu ni predstavnikov političnih strank. Sam sem 7. leto poslanec državnega zbora, vse skozi sem član odbora za zunanje politiko in tudi komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu. To komisijo sedaj tudi vodim, vendar o takšnem ali podobnem formatu na sejah obeh delovnih teles doslej nismo razpravljali oziroma o tem ni bilo nikoli nič rečenega. Zato tudi predsednika vlade sprašujem, kdo je izdelal tak diskriminatorni politični format in čemu takšen politični format služi. Kot zanimivost naj omenim, da stranka, katere deželni tajnik je dr. Terpin, je na zadnjih deželnih volitvah v Furlaniji, Julijski krajini, prejela več kot 7000 glasov, dobila je deželnega poslanca, to je gospoda Gabrovca, 3 župane, več občinskih odbornikov v najrazličnejših občinah v Furlaniji, Julijske krajine, ima številne predsednike rajonskih svetov, občinah Trst, Gorica in podobno. Po moji oceni ni dobro, da si je vladali ta aktualna politična elita določila tak politični format, ki je povezan z nekimi ostalinami preteklosti. To je politični format, s pomočjo katerega se briše velik del slovenske narodne skupnosti. S takšno maniro se premikamo v preteklost, nikako ne v prihodnost, pomikamo se nekje v čas komunizma, ko se je priznaval le en del manjšine, le en del manjšinskih organizacij je dobival denar od Slovenije oziroma takrat še Jugoslavije, drugi del manjšine pa je bil pod neko udbovsko kontrolo. Zato tudi pričakujemo od predsednika vlade Republike Slovenije, da bo ta nov politični format javno pojasnil, zakaj tu gre. Sam pa sem prepričan, da so gospodu Borutu Pahorju kot zapriseženemu demokratu tovrsten politični format podtaknili. In seveda, če je ta politični format ali neka nova manjšinska formula, produkt generalnega
generalne konzulke v Trstu, predsedniku vlade v tem odprtem pismu tudi predlagam, da razmisli o zamenjavi. Predsednika Boruta Pahorja s tem pismom opozarjam na nerazumno polarizacijo in ideološki boj, ki se prenaša v zamejstvu. Omenil bi tudi tole, da na primer kabinet predsednika države v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve lahko prepreči, da bi se dogajanja ob robu srečanja treh predsednikov v Trstu udeležil tudi predsednik Komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu, ker očitno za neko percepcijo demokracije v teh dveh institucijah jaz osebno kot predsednik nimam prave politične genske zasnove in zato sem bil z tega seznama tudi zbrisan. Skratka, predsednika vlade pozivam, da se vendarle otresemo nekega dekadentnega in nazadnjaškega pogleda na slovensko narodno skupnost in da se v prihodnosti ne bi zgodilo, da bi v zamejstvu lahko ne mogli več govoriti o naših in vaših, ampak da bi na koncu pristali na tem, da bi lahko govorili samo še o njih, o Italijanih, Avstrijcih in Madžarih. Večja konkretizacija tega pisma pa je tudi poslanska pobuda ministru za zunanje zadeve, gospodu Samuelu Žbogarju, to je zaradi opisanega incidenta, ki sem ga delno že nakazal tudi v odprtem pismu predsedniku vlade, gospodu Borutu Pahorju. Incident je imel včeraj v Ljubljani precej zanimivo nadaljevanje. Generalna konzulka, kot sem že omenil, govori o formatu manjšine, v katerem ni prostora za politične stranke, torej tudi za slovensko skupnost. Seveda pa so formati očitno precej raztegljivi in tudi na nek način zmedeni. Ker se zaradi omenjenega incidenta v ponedeljek gospod Igor Gabrovec ni hotel udeležiti oziroma je odpovedal udeležbo na pogovoru s predsednikom države na včerajšnji dan v Ljubljani, je prišlo do zanimive spremembe oziroma črtanja posameznikov z tega manjšinskega formata. Konzulat v Trstu oziroma Ministrstvo za zunanje zadeve je iz tega seznama črtalo še senatorko Tamaro Blažino in drugega deželnega svetnika Igorja Kocijančiča. To pomeni, da so se včerajšnjega srečanja pri predsedniku države namesto prvotno 5 načrtovanih sogovorcev udeležila le 2, to je oba predstavnika krovnih organizacij. Zato tudi ministra za zunanje zadeve pozivam, glede na to, da je s tem primerom zagotovo seznanjen, da temeljito razmisli, ali generalna konzulka v Trstu še zasluži zaupanje Republike Slovenije ali upravlja svoje delo v korist celotne slovenske narodne skupnosti v Furlaniji, Julijski krajini, in tudi od ministra za zunanje zadeve pričakujem pojasnilo, kakšen je ta manjšinski format, o katerem govori generalna konzulka in iz katerega je izključena tako pomembna organizacija in tako pomemben slovenski del manjšine, ki ga predstavlja slovenska skupnost.